Gost 6. seje upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije je bil direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle. Gospodarstvenikom je predstavil pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2016 in ocene učinkov nekaterih strukturnih ukrepov v Sloveniji. Tako da bo gospodarska rast ob koncu letošnjega leta po naših predvidevanjih približno 1,7%. Člani UOGZS so izrazili tudi nezadovoljstvo s samo 5 nedvomno sprejetimi predlogi ukrepov iz manifesta industrijske politike ter pozvali koalicijo k čim hitrejšemu sklicu 3 odborov državnega zbora, da se odziv in aktivnosti vlade izboljšajo in pospešijo. V gospodarstvu smo v nekem smislu razočarani, kajti bistveno več smo pričakovali od teh naših zahtev. Na 2 tematskih omizjih prvega vrha podjetij v tuji lasti so predstavniki gospodarstva in vlade razpravljali o prioritetah in možnih virih za davčno razbremenitev. Gospodarstveniki zahtevajo, da mora vlada začeti z koraki danes za izboljšanje konkurenčnosti poslovnega okolja. Predsednik GZS Marjan Mačkošek pa je poudaril, da so na Gospodarski zbornici Slovenije skupaj z zbornico davčnih svetovalcev Slovenije pripravili in ponujamo davčno reformo, ki bi prinesla 328 milijonov evrov. Dogodka se je udeležil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki je ob koncu dejal: Zavzemam se za to, da vlada izvede tako imenovano mini davčno reformo, da izvede določeno prestrukturiranje davčnih bremen v korist gospodarstva. 20 tajvanskih podjetij se je v okviru evropske turneje v Sloveniji na individualnih poslovnih sestankih srečalo s predstavniki slovenskih podjetij. Zastopane so bile predvsem dejavnosti avtomobilske in kemične industrije, strojegradnje, računalniške opreme in tekstilne industrije. We are very strong in Taiwan, in electronics, in IT industry. So that's why we come here. Tretja konferenca za mala in srednja podjetja, ki jo je organizirala GZS Podjetniško-trgovska zbornica, je potekala pod naslovom Prilagajanje novim razmeram evropskega trga. Podelili so tudi priznanje Pomladni veter za izjemne dosežke na področju spodbujanja podjetništva ter za najboljšo prakso promocije zdravja na delovnem mestu. Najdemo vedno nekaj zanimivega, saj drugače se ne bi udeležili, pa mislimo tudi, da bo to kar pravi naslov še za vnaprej. Izobraževalni seminarij serije Kreativnost in vodenje z naslovom Porabite več, naredite manj je tokrat govoril o 3 vidikih zvišanja produktivnosti na delovnem mestu. O tem, kako ne zapravljati besed, kako ne zapravljati časa, kako ne zapravljati energije. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je pripravila kar 3 dogodke. Na mestni konferenci so udeleženci skušali odgovoriti na vprašanja, kakšen je pomen sektorja, kakšni so trendi in predvsem obeti slovenske oskrbne verige z mesom v prihodnje. Potrošnik želi imeti jasna zagotovila, da je proizvod narejen v Sloveniji, želi vedeti, odkot je poreklo. Na velikem živilskem seminarju so strokovnjaki predstavili pregled najpomembnejših strateških dokumentov, ki v letošnjem letu krojijo delovanje v živilski industriji. Najbolj pozitivno je te nove uredbe to, da razširja definicijo novih živil, pa tudi posplošuje oziroma poenostavlja postopek odobritve novih živil. Gostinsko-živilska borza, ki so jo pripravili skupaj s Turistično-gostinsko zbornico, pa je skušala tesneje povezati ponudnike in uporabnike z namenom kupovati lokalno, biti zeleno osveščen in s tem povečati tako kakovost kot konkurenčnost Slovenije na turističnem trgu. Prepričana sem, da bomo lahko tudi na tak način zadovoljili preko 10 milijonov obiskovalcev naše lepe turistične dežele, da bomo lahko tem 10 in več milijonom ljudi pokazali, kaj znamo in kaj zmoremo tudi na kulinaričnem področju. Enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov na področju obzorja 2020, vesolje v letu 2016, je GZS organizirala skupaj s projektom Kozmos in Evropsko komisijo, Evropsko podjetniško mrežo ter domačimi partnerji. Dogodek je predstavil možnosti in dobre prakse vključevanja Slovenije v tovrstne evropske razvojne programe. Our message for the Slovenian entities involved in space is that we need you. GZS Združenje kemijske industrije je pripravilo seminar o zaščiti zdravja in življenja ter preprečevanju industrijskih nesreč. Da je preventiva tista, ki moramo dajati zmeraj več poudarka, kajti z preventivo lahko
preprečimo ali pa omilimo veliko stvari, ki bi ali pa lahko nastanejo. Četrta tematska konferenca založnikov in knjigotržcev je letos predstavila vrsto dobrih praks ter inovativnih pristopov na področju prodaje knjig, od uporabe družbenih omrežij preko knjižnih abonmajev do križanja kulture in kulinarike. Danes pa smo odprto govorili o vsebini, o kreativnih zasnovah, tudi o številkah. Kaj prinašajo biopolimeri, kaj se z njimi dogaja v slovenskem gospodarstvu in kakšne so priložnosti v prihodnosti, so bile osrednje teme mednarodne konference Poliforemi. This is many opportunities that we can use with the biopolymers in the bioeconomy, and I believe that Slovenia will make a big progress from this point on.